dovoliš, da to snimamo prvi? Ja. Okay. Podpiši se. Lepo pozdravljeni na predstavitvi najprej knjige Sramota in pa tudi zbirke Pamflet. Jaz upam, da se dobro slišimo. Kako se slišimo? Se. Bo? V redu. Moje ime je Peter Klepec, z mano sta še Vuk Čosič na moji levi in Oto Lutar na desni. Večkrat še preizkušamo, kako bo tole z zvokom šlo, ampak mislim, da gre. A preveč odmeva. Dobro. Mi smo nameravali povedati nekaj o tem zborniku, ki ga najbrž vsi poznate. Ta zbornik je izdala založba ZRC v sodelovanju z Non Grupo. In v tem zborniku so zajeta besedila, fotografije, ki obeležujejo nek čas 2 leti nazaj, ki se danes zdi že zelo oddaljen. Tako da je bil naš načrt povedati nekaj o samem zborniku Sramota, o malce širši sliki in predstaviti tudi zbirkico Pamflet. Tako da jaz bi najprej predal Oto tebi besedo, potem bi sledil Vuk, mogoče jaz kasneje podam eno širšo sliko, ki bo isto povedala kot že vidva, ampak itak se ne slišimo najbolj jasno, tako da ne bo škodilo. Zdaj se slišimo. Torej, glede na okoliščine, v katerih je ta knjiga nastala, ne gre za običajen knjižni projekt, to se lahko predstavljate. Jaz mislim, da gre za zelo pomembno državljansko dejanje. Časi, na katere spominja oziroma na katere opozarja ta knjiga, so bili prelomni, to si moramo priznati. Ne? In zato smo bili veseli, ko so nas avtorji nagovorili, da bi prav naša založba, torej založba ZRC, izdala to knjigo. In ne samo zaradi tega, ker imamo založbo in ker radi delamo knjige, ampak tudi zaradi tega, ker se ukvarjamo kot zaposleni na našem centru, ne, ki se pretežno ukvarja z humanističnimi vedami, tudi z vprašanji, kot je pojem sramota. In nas ne zanima sramota v tem, rekel, aktualnem kontekstu, ne, vsakdanjem življenju, ampak nas kot zgodovinarje, arheologe, filozofe, sloveniste, umetnostne zgodovinarje, kakor smo zbrani v našem centru, ne, zanima tudi, kaj ta pojem pomeni, kaj je to pomenilo v antiki, ne? Kdaj se rodi beseda sram, ne? Kdaj postane to sestavni del človeških življenj. Ne? In seveda, kot vse v tem kontekstu, gremo najprej pogled v antiko, ne? In ugotovimo, da so tam zelo načelno gledali na to, skratka, vsakemu posamezniku so dali v presojo, kdaj se sme ali se ne sme znajti v situacijo, ko ga je potem lahko sram. No in meni je najljubša prigoda oziroma epizoda iz, rečemo temu, svetovne literature, ta zbirka zgodbic, ki jih zdaj razumemo pod 1001 noč, Šeherezada. To smo vsi brali, to smo v osnovni šoli že morali brati in tako naprej. Ne? In tam je tudi ena zgodba o enem Abn Hasanu. Abu Hasan je bil tam en plemič, premožen, mlad, uspešen in se je odločil, da se je poročil. In je dobil res eno fejst, kako se temu reče, nevesto, ne? In na višku slavja, ne, potem, ko sta se že poročila in so imeli sprejem in so jedli in pil, ne, v trenutku, ko bi ona dva morala zapustiti prizorišče in se podati na prvo poročno noč, on na glas prdne. On je tako na glas prdnil, da so pač vsi gosti na tem banketu to slišali. In njega je bilo tako sram, da namesto, da bi šel za svojo nevesto v pač sobo, ne, in živel svoje srečno življenje, da je šel v štalo, usedlal konja
in za 10 let odpotoval stran. In po 10 letih pač burnega življenja se vrne, ker je presoda, mogoče je preteklo toliko časa, ne, da so ljudje že pozabili in res pride nazaj in je prišel enkrat na predvečer v Bagdad, ne, odkoder je bil in ker se je vse to dogajalo. In slučajno je šel mimo ene preproste hiše, kjer je ena mama svojega otroka dajala spat. Ne? In se veste, vedno je to tisto, kako bo otrok zaspal, da bi čim prej zaspal in potem otrok sprašuje in sprašuje. Ne? In ta otroček je vprašal, ja, kdaj sem se pa jaz rodila? Punčka, ne? Pa je ta mama rekla, to je bilo tisto leto, ko se je Abul Hasan tako osramotil s tem, da je na svojem baketu prdnil. In ta nesrečni Abul Hasan se ni odločil, da gre nazaj v Bagdad, ampak je obrnil konja in šel zavedno stran. Tako v Šeherezadi. In zdaj ta pojem sramote, ne, je zelo z nami, ne, in je zelo neroden in zdaj mi smo se pa znašli v situaciji, ko govorimo o sramoti, ljudem, ki so se pa odločili samo svoje, ne, da je moraliziranje in etiketiranje, kaj je sramotno in kaj ni sramotno, si prisvojili. To je bil del slovenske politike in zdaj je bilo zanimivo gledati, kako te, ki so bili naročeni na to, odreagirajo. Ne? Zgledalo je, da takoj, ko smo jih opozorili, da je nekaj, kar se je dogajalo sramotno, da so odreagirali z podobno vehemenco s tem, da niso osedlali svojih konj in se umaknili, ampak so počeli, kaj so počeli in o tem priča tudi ta. Ja, Ja, samo trenutek, da ne bo zgledalo, zdaj ni samo Peter v tej vlogi povezovalca, mi smo vsi povezovalci in smo vsi nastopajoči. Ok, dober dan, zdrav, živo. Ta knjiga je morda najbolj pomembna zato, ker je šla pred volitvami. Ko smo se odločali in spravljali v tem projektu, nam je glavni smoter bil tisk poezije iz 44. leta. Tiste zbirke, ki niso dokumentirale tisti upor takrat, ki niso kar tako pretendirale na enciklopedičnost, ampak knjige, ki so bile del tega upora, knjige, ki so bile del tega fajta. In zato knjigo je strašno pomembno, da je šla na kulturni praznik 2 meseca do volitev in smo jo med produkcijo in še naprej tretirali kot še eno od instanc upora samega. Torej, ko boste investirali svoj težko prigaran, kaže, davkoplačevalski denar v nakup tega predmeta za svojo knjižnico, morate vedeti, da tu ni bilo ambicije, da bi knjiga pokazala vso širino upora, fokus je na umetniških aktivnostih in sam kot umetnik lahko komentiram samo to dimenzijo. Tu imamo zbran material iz 61 akcij, različnih akcij po formatu, po medijskem formatu, ki pa so zaznamovale ta poskus, rečemo temu, kreativnega doprinosa k protestu. Rola umetnosti je, da kreira smisel, rola umetnikov je, da so kanarinčki v rudniku ali kaj že, in mislim, da ta knjiga združuje tak tip projektov, ki upam, da bodo preživeli ta test of time famozni, ne? To ontoloži. Kdo je tu frankofil? Francosko se sramota reče ont in to je antologija sramote ali ontoloži. S h-jem na začetku. Tako malo. Okay. Druga stvar, ki je pri tej knjigi pomembna, je, da tu gre za tako imenovano knjigo umetnika. Tu gre za ilustrirano Ustavo Republike Slovenije. Kot vidite za mojim hrbtom na tem screensaverju, ki lista skozi knjigo, na levi strani kadra, na levi strani formata so neke črtice, tu gre za celotno Ustavo Republike Slovenije, prečiščeno zadnjo verzijo, ki pa je tudi prečrtana, kar je neki izraz
razmišljanja o tem, kje stojimo v tistem momentu leta 2020, 2021 pa 2022. Želeli smo nekako tu pokazati malo, kako vidimo situacijo in mislim, da vse te akcije, ki se vrtijo na teh fotkah, še dodatno kažejo ta isti upor, ki ga tako krvavo potrebujemo vsake nekaj let ali vsake par generacij. In zato bi zaključil samo s tem, da bi vas vse spomnil, da v sosednji stavbi morate, če že niste, iti na referendum. Ne bom vam rekel, kako glasovati, to veste že sami, najmanj 2 za. Mislim, da je pravilen stavek. Toliko iz moje strani za ta trenutek. Ja, hvala Vuk. Jaz sicer moderiram, bom pa še jaz nekaj povedal. Mislim, lepo si spomnil na to besedo, ki jo je izkoval francoski psihoanalitik Jacques Lacan. Ontoložij. Skratka, v francoščini je h nem in se ga ne izgovori, reče se mu ašmuje. In ontoložij, skratka, napoteva na to, da je sram nekako zelo globoko prepleten z bitjo, s tem, kar smo. To se sicer navezuje tudi na enega drugega francoskega filozofa, Emmanuela Levinasa, ki je leta 1935 napisal eno knjigo De l'Evasion, v katerem je utemeljil, da je pravzaprav sram kot afekt, kot zadrega, kot nekaj neznosnega zadeva nas same, se pravi v našem najbolj notranjem bistvu. In Levinas je pri tem uporabil en primer iz City Lights, skratka Mestne luči, filma Charlieja Chaplina, tisti prizor, ko Charlie nehote pogoltne piščalko in ko se jo poskuša znebiti, mu nikakor ne uspe in skozi na nek način piska v njem tista piščalka. In za Levinaja je pravzaprav ta pisk te piščalke ilustracija tega, kaj je pravzaprav sram. Sram je nekaj, na kar smo prikovani, ne? Rive je francoski glagol, ne? Na nekaj, česa se ne moramo nikakor znebiti. In ta zbornik je na nek način poskušal upozoriti, da se nam dogaja nekaj nepredstavljivega. Se pravi nam, vsem, ki smo bili v tistem času in ki smo še danes tukaj, se je zgodilo nekaj nepredstavljivega in na nek način tudi priča ali pa na nek način postavlja to vprašanje periodično, nenehno, tako kot je Vuk rekel, vsake toliko časa, ampak po moje je to pravzaprav na nek način opomnik na te čudne čase, ki smo jim na nek način zdaj priča. Ne? Kaj se nam pravzaprav zdaj dogaja? Ne samo pod preteklo vlado, ne samo zaradi vseh teh kriz, ki smo jim priča, ampak globalno gledano. Ne? Skratka, nahajamo se v nekih zelo čudnih časih, ki jih interpreti niti ne znajo dobro opredeliti. Ne? Žižek je recimo govoril o end times, ne? Skratka, časih konca. Govoril je o dangerous times, nevarnih časih. Ne? In to so pravzaprav časi, ki jih opredeljujejo krize, ki si sledijo ena za drugo, ne da bi nam pravzaprav dale dihati. Ne? Nancy Fraser je nedavno letos, pred kakim mesecem izdala knjigo Cannibal Capitalism, v katerem je spregovorila o tem, da smo zdaj priča epochal crisis. Skratka, neki epohalni krizi, v kateri se združuje okoljska kriza, ekonomska kriza, politične krize in tako naprej. Ne. Sama beseda kriza je na nek način, bi jaz rekel, še preveč optimistična. Na nek način smo se na njo prevadili, govorimo nenehno o krizi, ne da bi si pravzaprav lahko predočili, s čim se pravzaprav soočamo. Beseda kriza je na nek način prevzeta z besednjaka prava in medicine in obeta, da je treba neko terapijo narediti za to, da ozdravimo. In tisto, kar se je zgodilo s tem zbornikom, je bilo, da se nam je zgodilo nepredstavljivo, misleč, da živimo v neki urejeni, stabilni, demokratični družbi, ki jo varuje ustava in vsi tisti, ki bi morali varovati ustavo, skratka v neki pravni državi, se nam je začelo eno za drugim dogajati to, da se je vse skupaj začelo rušiti kot domine. In v tej nepripravljenosti na to, ne, se je pravzaprav zgodilo to spontano gibanje kolesarjev, umetnikov in vsega tega, o čemer pač priča ta knjiga. Zdaj, jaz vas ne bi strašil, ampak recimo časi, ki so pred nami, so zahtevni. Nedavno je
Nuriel Rubini, ekonomist, ki je edini predvidel krizo 2008 in komu takrat naprej rečejo doktor Poguba, doktor Doom, v nekem komentarju objavil pravzaprav tezo, da živimo v času, ki mu vladajo mega nevarnosti, the age of mega threats, Project Syndicate 4. novembra. Rubini, ki je ekonomist, izhaja iz tega, da se tisto, kar se je dogajalo v 70-ih, se pravi naftna kriza, inflacija, stagflacija in tako naprej, združuje s tem, kar se nam zdaj dogaja. In govori zato o tem, da pravzaprav pred nami so ne samo zanimivi, ampak časi, ki bodo zahtevali precej angažmaja. In če o čem priča ta zbornik, priča o tem, da se bo treba nenehno angažirati. Jaz bi pa tukaj mogoče, zdaj, da se ne uzurpiram preveč besede, omenil dve anekdoti, ki sta sledila izdaji tega zbornika. Ena izmed teh anekdot zadeva to, da je bilo pač nam kot znanstveni založbi, nam kot znanstvenikom očitan nek aktivizem. Ne? Se pravi, tisto, kar na nek način predstavlja srčiko tega, za kar smo mi kot znanstveniki tukaj, se pravi, da se zavedamo svoje odgovornosti do širše družbe in do tega, kar pravzaprav temu okolje, ki je v nas na nek način investiralo za to, da smo prišli do te izobrazbe, znanja, vednosti in tako naprej, je zdaj naenkrat postala psovka. Skratka, mi smo naenkrat postali aktivisti. Ne? Če je prej za znanost dolgo časa veljalo, da se na nek način sploh ne zmeni za to, kar se dogaja okoli nje, je zdaj z neke strani pade očitek o aktivizmu. Ne? In zelo zanimivo je, ne, da ima ta aktivizem en zelo jasen predznak. Ne. Če se dogaja na desni strani političnega spektra, to ni aktivizem, ampak je pač nekaj drugega, mogoče celo bolj plemenitega ali kakorkoli. Čim se dogaja na levi strani, je seveda to aktivizem. Ne. Zdaj, če sem že prej govoril o času, ki so čudni časi, je treba v te čudne čase všteti tudi čase, ko se tisto, kar je bila nekdaj levica danes globalno gledano ne obstaja. Ni organizirana politična sila. Obstaja pa organizirana politična sila tudi na globalni ravni, ki se reče desnica. In desnica dostikrat uporablja propagando, ki neke izraze, termine, koncepte popolnoma sprevrne. Ne? Oto je že prej govoril o tem, da na nek način je prišlo do tega prisvojitve samega termina sramota, ki na nek način zbuja neke moralne občutke. Ne. Ampak desnica se na tem ne zaustavlja. Ne. Recimo spomnim samo na take izrazite konstrukte, kot so kulturni marksizem, levi fašizem in tako naprej. Ne. Mislim, kulturni marksizem je tak nek duhovit nesmisel in Lea Kuhar je nedavno na našem portalu na ZRC zelo pomenljiv tekst napisala, kdo se boji kulturnega marksista. Ne. Marksizem, če je kaj marksizem kdaj zagovarjal, potem je zagovarjal tezo, da se vse dogaja v bazi, v ekonomski bazi in kultura ga je brigala bolj malo. Ne. In to je osnova na nek način marksizma. Ne. Zdaj združiti v to eno frazo kulturni marksizem je duhoviti nesmisel, bom temu rekel. Ne. In vemo tudi, odkot to prihaja od določenih, od Breivika in tako naprej. Ne. Nekako podobno je tudi z izrazom levi fašizem. Ne. Res je, zgodovinsko gledano in 100 let nazaj je Mussolini imel svoj pohod, ne, je pravzaprav fašizem in kasneje tudi nacizem si prisvojil socializem, nacionalsocializem se reče. Ne. Ampak zdaj to dvoje enačiti je pa seveda zelo zmotno in zavajajoče. Zaradi tega, ker je temeljita razlika med obema tema spektroma je v tem, da eden stavi na politiko emancipacije in univerzalnosti, kar pomeni, da se nikogar vnaprej ne izključuje, kar pomeni, da ni ene etnične ali pa politične skupine, ki je kriva za sedanje stanje, kot je recimo v nacizmu Žid. Ne? In zdaj združiti to v eno je na nek način en tak duhovit nesmisel in obračanje, neka propaganda, ravno zato, da bi pa pravzaprav prispevali k boljšemu razumevanju te situacije, pa smo se tudi odločili, da bomo začeli izdajati to zbirko pamflet in Oto, mogoče jo lahko majčkeno predstaviš, kaj vse je že išlo v tej zbirki. Ja, v prvi vrsti bi opozoril na ustavo, ki je v tej izvedbi na voljo za 5 evrov.
To omenjam zaradi tega, ker mislim, da bi morala ustava biti v resnici zastonj. Skratka, vsak državljan, ko bi se in državljanka rodila, bi morala dobiti že v porodnišnici to, ne, oziroma starši bi morali to za kasnejše čase, za te novorojene vzeti s seboj. Ne. In nam se je zdelo zelo posrečeno, ko se je non-grupa odločila, da bo prečrtala pač besedilo ustave, oziroma se je potem izkazalo, da moramo imeti pa vendarle pri roki, da vemo, zakaj pravzaprav pomenijo te prečrtene členi. Ne. In tukaj bi opozoril na 3 člene, zaradi česar smo se sploh znašli v situaciji, zaradi česar je sploh nastala knjiga Sramota. Ne. 39. člen slovenske ustave pravi, da imamo pravico izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega izražanja. In v letih 2021 te svobode niso imeli vsi, ki so želeli svojo svobodo prakticirati oziroma svojo mnenje javno izraziti. Potem imamo dodatni 45. člen, ki paše zraven k 39. ki pravi, da ima vsak državljan pravico do peticije, skratka zbrati skupnost istomislečih in na podlagi nekega skupnega stališča oblikovati neko javno stališče. In potem čisto za konec 59. člen, ki pravi, da je v Republiki Sloveniji znanstveno in umetniško ustvarjanje svobodno. In kot smo videli v nekaterih primerih v času 2021, to izražanje ni bilo svobodno. Ni bilo svobodno niti brati na javnem mestu, Bog pomagaj, kaj šele brati ustavo. Torej, izkazalo se je, da so nekatera z ustavo določena pravila oziroma pravice onemogočene in zaradi tega. Ne? In zdelo se nam je grozen, da ob 30-letnici osamosvojitve se nekdo spomni, da bo še enkrat izdal ustavo in jo zaračuna z 33 evri. Ne? Zato smo se odločili, da poskušamo vsaj pokriti samo stroške in zagotoviti. Torej, če še nimate slučajno na policah založbe tukaj za ovinkom, boste lahko dobili ustavo, ki je, kot rečeno, sestavni del zbirke, ki je rečemo pamflet. To so pa kratka besedila določenih ljudi, ki so v preteklosti, recimo v zadnjih 100 letih, se spraševali o tem, kaj je v resnici demokracija, kaj je svoboda, kako je ta omejena ali ni omejena in tako naprej. Začeli smo z Georgeom Orwellom, ki je pač znan bil po teh svojih besedilih, in zadnji pamflet pa govori o tem skrajnem liberalizmu oziroma populizmu, ne? In to ne tam nekje daleč na zahodu, ampak ravno tukaj v srednji Evropi. In omenja tudi situacijo v Sloveniji v letu 20 in 21. Skratka, to tudi poskušamo narediti dostopno bralcem, tako da ne presegamo 3 evrov za kos. Ne? Tako da eno z drugim, torej Sramota in ustava, ki jo spremlja, in seveda potem zbirka pamflet, ki pač nagovarja te čase delne nesvobode. Ja, mogoče tukaj samo preberem en košček iz Orwellovega besedila Fašizem in demokracija. Na strani 9 pravi George Orwell takole, in mislim, da gre za eno tako kar precej daljnosežno misel. Eno najlažjih razvedril na svetu je kritiziranje demokracije. V tej deželi si ni treba delati skrbi zaradi reakcionarnih argumentov glede vladavine ljudstva, saj so v zadnjih 20 letih buržoazno demokracijo veliko bolj pretanjeno napadali fašisti in komunisti. Skratka, to je prvi stavek v Orwellu. In še en stavek je zelo pomenljiv. 16-letni učenec lahko veliko bolje napada demokracijo, kot jo je zmožen braniti. Skratka, lažje je napadati kot braniti. Jaz bi samo to dopolnil, in ko je bilo prej govora o aktivizmu, ne, potem smo mi nekateri sodelujoči pri tem projektu postali kar naenkrat aktivisti, levi aktivisti seveda. In potem smo se spraševali, ali je kadarkoli v demokratični družbi sploh mogoče, da je nekdo, ki se ima za državljana in državljanko, sploh neaktiven.
Ker bistvo demokracije je biti aktiven, zato ker pač že beseda demos, kratis, ne pomeni vladavino ljudstva. In mi smo se recimo v času socializma / komunizma nekateri zavzemali za to, da bi imeli ljudi več besede. Pol smo dobili to situacijo, ne, ki se reče demokracija in potem je izgledalo za par let, da je to. In da je zadeva urejena, kar je bila seveda ena največjih napak, ker demokracija se vzpostavlja vsaki dan na novo. Skratka, razmišljati, nekoga obsoditi za aktivista, ki opozarja na to, da obstaja ustava in neke demokratične pravice, je nelogično. Torej, državljan je enako aktivist. In to je pogruntal med prvimi tudi Boris A. Novak, ne, ki je pač napisal tisto svojo pesem Svoboda je glagol. Ne, ker je hotel tudi povedati, da tudi svoboda je lahko pridobljena, ampak je zelo hitro izgubljena. Torej se je zato treba prizadevati in je nekaj zelo aktivnega. Ne. Vsak dan, tudi v mikrosituacijah, tudi v družinskih situacijah se nekaj svoje svobode moramo izboriti, da ne govorimo o službi, ne, in tako naprej in tako naprej. Torej, zame je državljan enako aktivist. Jaz bi, ker smo že na sejmu, ne, še dodal nekaj, kar morda na videz trivialno, ampak treba je reči, da ta knjiga, ta mala knjiga Ustave, ne, je naredila eno veliko uslugo v tej državi v očeh moje generacije oziroma meni podobnih ljudi. Kot ste morda zaznali, zdaj je lik zakrita oto, lahko samo zamenjaš. Ta ovitek te knjige je sila pomemben. Na tem ovitku, vi tega ne morete videti, ker ste ful daleč, je naš dragi reper Darko Nikolovski, ki mi je ravno nekaj SMS-ov. In ko samo pomislite, da je Slovenija država, v kateri na ovitku Ustave imamo reperja, rap glasbenika, ki ga policaji vlečejo iz glavnega trga pred parlamentom, medtem ko bere Ustavo. Tu je toliko simbolike in toliko teže, za se zjokati. Druga stvar, ki je dokaj pomembna za ta tekst, ki mislim, da je vredno omeniti na takih srečanjih, je, da je to prvič v zgodovini, po 30 letih, da je ta tekst nekdo pismen lektoriral. Ni zamenjal vsebinskega pomena ničesar, ampak ta katastrofalna veriga inkompetenc v pravni stroki, verjetno tipična, da 30-letni nihče ni premaknil nobenega desno naslonjene vejice, da nihče ni preveril, ali so A, B, C, Č naštevanja pravilna in podobno. Ta nemar je med pripravo te knjige bil katastrofalen tak prepad, v katerega smo gledali sočasno z razmislekom o stanju demokracije. In se mi zdi vredno omeniti na tem srečanju. In druga zelo pomembna stvar, to knjigo je oblikovala tako isto kot knjigo Sramota, gospa Irena, ki sedi v prvi vrsti in tako grozeče snema. In mislim, da je zaradi družinske sreče pomembno, da ji dam to priznanje, ker če ne, ostalo bi posneto, da smo zamudili to narediti. Mogoče sem še ena pripomba, ne vem, glede na to, kar si govoril o aktivizmu. No? Sam sem govoril, da živimo v enih takih zapletenih, nevarnih časih, ki bodo zahtevale precej aktivnega državljanstva na nek način, saj se pravzaprav čisto dobro ne ve, kje se nahajamo. A je to še kapitalizem ali že ni več? Ne? Yanis Varoufakis, Jodi Dean in tako naprej interpreti govorijo o tem, da pravzaprav kapitalizma že sploh ni več, da živimo v neke vrste v neofeudalizmu in tukaj se tudi vidi na nek način, da je bila prekinjena tista povezava med demokracijo in kapitalizmom, ki je dosti časa za vladavino liberalne demokracije veljala kot nekaj zveličavnega. Skratka, te vezi ni. Tisto, kar ostaja od kapitalizma, ne potrebuje demokracije. Zato se je treba demokracijo izboriti. To pa, in tukaj bom povedal svoje mnenje, ne pomeni na nek način politizacije vsega. Že prej sem govoril o tem, da je pravzaprav desnica vsakič sprevrne bivše gesla levice, ne?
In v 60-ih, 70-ih letih, zlasti v feminizmu, je veljalo geslo osebno je politično, vse je politično na nek način. Ne samo, da smo od tega že malo utrujeni, to je na nek način tudi nevarno, kolikor ne znamo ločevati meje. Skratka, politika da, politiko rabimo. Ne, da smo danes utrujeni od politike. Utrujeni smo od politizacije, ki stavi na to, da bomo enostavno polarizirani. In ker bomo polarizirani, bo tako en kot drug del imel že vnaprej zagotovljene volivce, naprej zagotovljene vernike, naprej zagotovljene podpornike. In politizacija ne pomeni, da politika odre vse podstrukture ali pa na nek način področja družbe. Se pravi, v znanosti pač ne moramo stvari presojati po političnih kriterijih. Tudi, ne vem, na urgenci jih ne presojajo po političnih kriterijih. In tudi, ne vem, gradbeniki ne bodo po političnih kriterijih presojali statičnost neke zgradbe. Ne. Politizacija, ki se poskuša uriniti vse pore, ima za namen na nek način ljudi pasivizirati. Pasivizirati zato, da se na nek način udajo nad temi prepiri, ki so, žali Bog, pravzaprav nekaj neizogibnega. Demokracije brez prepiranja ni. Ne. Je pa tisto, kar smo zdaj že 30 let, na ne vem koliko let podlage, kot se ponavadi reče, čemer smo priča, je pač enostavno sistematično utrujanje vseh aktivnih državljanov. In danes smo pravzaprav na tisti točki, kjer nam tudi tista področja, kjer smo na nek način imeli zagotovljeno, bom rekel, polja, ki so bila neodvisna od politike, nam ta polja počasi sistematično sesuvajo. Polje javnosti je ta hip najbolj ogroženo. In zato je tako pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni javna radiotelevizija. To ne pomeni, da je treba stvari uravnotežiti. Beseda uravnoteženje pomeni, da sta vnaprej dana dva pola, ki vsakomur pripada polovica, da pove o nečem, kar pač pove. In s tem v bistvu dobimo neko blazno pasivizacijo in poneumljenje vsega. Ne? Če imamo mi v vsaki temi vnaprej zagotovljeno, da bosta oba politična pola, kdo pa prav, da sta samo dva politična pola? Ne? Da ima vsakdo pravico povedati, karkoli že pač je tista linija partijska, ne? Pridemo tja, kamor nas ta hip enostavno vodijo. Zato je tako pomembno se zavedati, da tudi, če smo že malce utrujeni od vsega skupaj, je treba nadaljevati tisto, kar se je začelo z uporom, o čemer priča ta zbornik. Ja, jaz bi, se veste, ko enkrat filozofu pa zgodovinarju date besedo, tvegate, da ne bo konca. Torej, govora je o svobodi in demokraciji in zdaj izgleda, kot da živimo v enem trenutku predaha. Češ prej je bila svoboda in demokracija omejena, zdaj pa ni več omejena. To ni res. Svoboda in demokracija je tudi zdaj omejena. In to se mi zdi vrednost te knjige. To je nekaj, kar bo vse politične opcije opozarjale v trenutku, ko bojo želeli tako ali drugače, s takšnim ali drugačnim izgovorom prestopiti meje svobode. Nobena politična opcija do zdaj v zgodovini človeštva ni bila vedno samo eno ali samo drugo. In zato se mi zdi zelo pomembno to, kar je rekel Peter, ta polarizacija, obstala samo belo in črno ali pa rdeče in črno in tako naprej. V človeškem življenju to sploh ne obstaja. In tisti, ki potem urejanje naših skupnih zadev, kar naj bi politika bila, zoži na to belo in črno, ta ne deluje demokratično. Pika. In to so spoznali že v antiki. Zdaj še eno, se oproščam lekcijo, ker sem dolgo časa učil zgodovino politične misli. Ne morem pozabiti, vsaka nova generacija, ki je prišla v moje roke, začeli smo pa z Machiavellijem, ker Machiavelli, Niccolo, ta pač znani italijanski filozof in zgodovinar, je znan po tem, da je oče moderne politične misli, kar se reče, in on je oče moderne politične misli zaradi tega, ker je rekel, da politika ni nemoralna in ni moralna. Se pravi, sploh ne gre za vprašanje morale, ampak gre za vprašanje veščine.
Politika je nekaj, kar lahko primerjamo z obrtjo, in če ti si vešč svoje obrti, to počneš tako, da urejaš stvari brez prizadetosti. Ker pa je seveda veliko reinterpretacij tega nesrečnega Machiavellija, smo dobili pojme kot je machiavellizem, in tako naprej, in ga enačimo z nekom, ki je priročnik za diktatorje. Vsak, ki pa pozorno bere, in pač mi raziskovalci to moramo, pa ugotavljamo, da v bistvu, ko govori o bistvu politike, sploh ne govori o navodilih za vsakokratne diktatorje, ampak govori o tem, kaj politika kot obrt mora biti. Ne? Torej, in to je lekcija, ki žal v tem okolju, pa ne samo v Sloveniji, da se ne bi zdaj preveč v nič dajali, ampak tudi v širšem evropskem okolju in globalnem vedno znova pozabljena. Ta lekcija bi morala biti sestavni del nekega kurikuluma, kjer bi ljudem vedno znova povedali, kaj je politika, kaj je demokracija in kaj je svoboda. Ampak in vsak dan znova. In glede na to, da nišče ni varen, še najbolj z dobrimi nameni, da bi delal nekaj narobe, bi zaključil z Denisem Diderotjem, to je pa še en znan francoski, kot veste, razsvetljenec, ki je prav tako v seriji teh ljudi, ki so pametovali o politiki, povedal eno zelo pomembno misel, in sicer, da se je treba najbolj varovati dobrega gospodarja. In je to primerjal z kozlom, ki ima ta zvonci in vodi trop, in kozel skoče v prepad in koze in vsi drugi skočijo v prepad. Torej, nekdo, ki vodi, ni nujno, ne glede na to, kakšna funkcija mu je zaupana, tudi obrambna in tako naprej, ni nujno najbolj pameten. In te so nevarni. Te tako manj dobri vladarji so včasih bolj nevarni kot tisti, ki so zlobni. Ja, čeprav živimo pa v času, ko se v bistvu se sprašujemo, kaj sploh še gospodar je. No, skratka, imamo samo še take nesposobne, zlobne ali pa kakšne drugače. Jaz bi v bistvu mogoče samo eno kritiko izrekel, kar se tiče tega sramote in tega, no, ampak taka mejhna. Zdaj, sramota smo rekli, da je nek tak močen občutek, ki nas zadrega, ki nas v bistvu prežame, in slabo je, če v bistvu politiko vodijo samo taka močna čustva. Ne. To, da v bistvu mišljenje lahko spodbuja neko čustvo, to je zame ok, brez tega pravzaprav ne gre. Šele v situaciji, ko ne razumemo, začnemo misliti. Ampak misliti pa pomeni, da ne mislimo nekaj na pamet, ampak da poskušamo v neki konkretni situaciji stvari enostavno misliti čim bolj diferencirano, čim bolj podrobno. Ena izmed takih besed, ki tudi na nek način izzove velike reakcije, je fašizem. Če rečemo fašizem, na nek način vsi prepoznamo to kot nekaj zelo negativnega. Recimo, danes v bistvu se zelo hitro konča pri tem etiketiranju, zmerjanju, se reče, ta je pa fašist, levi fašist, desni fašist, novi fašist in tako naprej. In to se uporablja na vseh koncih in krajih. Spomnil bi samo na to nesrečno vojno v Ukrajini, kjer je en izmed Putinovih razlogov, zakaj je pač to deželo napadel, je bil tudi, da bi uničil naciste, ki so tam. Skratka, ta narativ spodbujati hitro reakcijo, ta pogojno reakcijo že na nek način, je še zelo prisoten in ima tudi veliko teh funkcij. Zgodovinsko gledano je v bistvu nacizem lahko zmagal samo zato, ker je na nek način bila prisotna neka politična taktika, takratna Tretja internacionala oziroma Stalin konkretno je pač izdal tisto geslo, da sta socialdemokracija in fašizem eno in isto. Skratka, tudi tam je bila nek priprava terena za to, da je bilo pravzaprav levica, levi del političnega spektra je bila zelo razcepljena, kot je ponavadi levica, in tudi zato je lažje nastopil takrat nacizem. Nauk danes je pravzaprav dvojen. Prvič, da je treba zelo misliti, se pravi, misliti na ravni pojmov, konceptov, razlik, podrobnosti, konkretnosti, in drugič, da se nam pravzaprav isto še vedno lahko zgodi. Tukaj je majčkeno
nerodna situacija v tem, ker smo že pravzaprav od padca Berlinskega zidu naprej smo priča neki propagandi, nekemu strašenju ljudi, ne, in v tujini se uveljavlja neki izraz politics of fear. Ne, skratka, ko se dela moralno paniko, ko se ljudi straši pred katastrofo, pred raznimi stvarmi, ki na nas prežijo, in v teh 30 letih normalno smo se na nek način izčrpali. Da ne govorimo o tem, da smo pravkar, še vedno smo v pandemiji, ampak da smo pravkar imamo izkušnjo 2-letnega boja proti temu. Ne. In ti izzivi, sam sovražim besedo izzivi, to je tako neoliberalni rek, ne, ampak recimo te težave, zagate, ki so pred nami, s katerimi se pa lahko zborimo, ne, bodo možne samo, če se bomo pač enostavno kot državljani aktivirali, ampak skratka tako, bom rekel, ne navijaško. Iz umetniškega pa uporniškega tabora samo en slogan: bolj, ko bodo oni brez sramu, bolj bomo mi brez strahu, okej? Ziher je kako vprašanje ali teza ali korektura od zunaj, da ne bi mi broadcastali samo, ne? Ja, sem broadcastal. To je pomenilo, če bi kdo želel zastaviti kakšno vprašanje, pripombo in tako naprej. Ste vabljeni, mislim, imate tudi power is in your hands, skratka, imate moč, oblast, če želite. Ni pa treba. Imamo mi kakšno vprašanje za publiko? Ja, dej, imaš kakšno vprašanje za publiko? A sploh kdo, da ni šel na referendum? Dvignite roke tisti, ki... Ne. Pa sej še ni bil. Ja, pa Sej so je predčasno. Ampak to... Ja, vidiš. A ti hočeš reči, če smo že tukaj in smo blizu? Ja, drive-in, to je all wellness, all inclusive. Torej, bilo bi prav in pošteno in spodobi se, kot se temu reče, da vas opozorimo na oddelek, kjer je založba, ki je založila to knjigo, razstavila tudi svoje druge knjige, kot sem rekel, tukaj po sporedni liniji na desni strani, kmalu boste videli, piše gol založba ZRC. Ja, 27 korakov je do tam, štejte. Hvala. Prav, lepa hvala, da ste bili danes z nami in ja, upajmo, da se srečate z našimi kolegicami pri razstavljenih knjigah.